Krompir po njivah je po večini že pobran, tudi trgatev je že mimo, tako da vas čaka teden, ko se večina ljudi odpravi po obiskih svojih sorodnikov. Ceste bodo polne pločevine, napolnila se bodo igrišča. Učenci iz osnovne šole Majde Vrhovnik pa imajo vsak svoj načrt. Med počitnicami bom šla v Toplice, v Italijo, v Trst. Bom igral nogomet, pa še malo učil. Mojega psa bom kaj na sprehod peljal, se kaj dobil s prijatelji, malo nogomet igral, šel kaj ven. Skupaj z družino bom šel na vikend, pa v Piran. Tam bral bom domače branje. Strokovnjaki pravijo, da so počitnice čas, ko si moramo spočiti in napolniti baterije. Ni slabo dati kdaj možgane na pašo. To mogoče enkrat pol ure, na uro ali kaj takega. Zaposliti se na druge načine. Lahko se naučiš narisati psa, recimo, ali pa karkoli. To je še vedno učenje, ampak ne tisto zapovedano, šolsko, tisto, ki ima nek tak namen, da boš dobil oceno. In če še nimate idej, je tukaj nekaj mojih predlogov. Narava in svež zrak vabita v gozd, kjer lahko naberete nekaj kostanja in skupaj s starši organizirate piknik. Vseeno pa je dobro, da vsaj malo razmigate svoje možgane. Če boste obiskali knjižnico in izbrali knjigo, ki ni na seznamu za domače branje, vaša domišljija ne bo imela meja. Že jutri pa si lahko spomnite kakšen poseben projekt, kjer boste preizkusili svoje ročne spretnosti. Naslednji teden je noč čarovnic, zato predlagam, da izrezljate buče in z njimi prestrašite svoje sosede.